prihajam iz laboratorija za multimedijo z Fakultete za elektrotehniko in danes, kot smo že slišali, bom predstavila naš projekt dostopnega multimodalnega načrtovalnika poti. Torej, v okviru projekta z delovnim imenom A2B nekako želimo pomagati razviti načrtovalnik, ki bi omogočil uporabnikom načrtovanje poti oziroma svojih potovanj z različnimi oblikami javnega potniškega prometa, vse uporabe vozil in pa seveda tudi uporabe lastnih prevoznih sredstev, vse v okviru trajnostne mobilnosti. Ta načrtovalnik načeloma uporablja tako statične kot tudi dinamične podatke iz sistema integriranega javnega potniškega prometa, upošteva trenutno stanje prometa in pa tudi prometnega modela, vse nekako z namenom, da dobimo na koncu čim boljše, čim bolj optimizirane podatke oziroma poti. Pri projektu je pa seveda tudi velik poudarek na sami dostopnosti, tako mobilne aplikacije kot tudi spletne strani. Na projektu sodeluje Ministrstvo za infrastrukturo, pod okriljem katerega deluje tudi Nacionalni center za upravljanje prometa. Oni ta projekt tudi vodijo. Potem pa so zraven še Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo z Univerze v Mariboru in pa mi s Fakultete za elektrotehniko. Naša glavna zadolžitev pri tem projektu je prenova izgleda in pa informacijske arhitekture. V bistvu glavne funkcionalnosti tega načrtovalnika poti so valjda načrtovanje poti oziroma potovanja s pomočjo uporabe interaktivnega zemljevida, kateri bo definitivno eden večjih izzivov, kar se tiče dostopnosti. Potem pa seveda tudi spremljanje in pa upoštevanje podatkov o prometu v realnem času, kjer je seveda poudarek, kot že rečeno, na trajnostni mobilnosti in pa predvsem na povečani uporabi javnega prevoza. Naša želja je oziroma cilj tega projekta je, da na koncu naredimo tako spletno stran kot tudi mobilno aplikacijo, kar načeloma tudi iz tehničnega vidika pomeni, da bo treba podpreti vse različne operacijske sisteme in pa spletne brskalnike. Dodaten izziv pa predstavlja tudi različni tipi podatkov in pa predvsem količina podatkov, ki jih bomo mogli prikazati uporabniku naenkrat na enem zaslonu. Če pogledamo trenutno stanje razvojne različice, lahko vidimo, da zadeva zagotovo sploh ni prilagojena. Vmesnik je natrpan, nepregleden, pisave so veliko premajhne. Na zemljevidu vidimo, da se ikonce prekrivajo in stvar ima še zelo veliko prostora za izboljšanje. Če mogoče pogledamo najprej ta del, s katerim se ukvarjamo, se pravi prenovo vizualnega izgleda. Tukaj predvsem probamo slediti nekim osnovnim principom oblikovanja usmerjenega k uporabniku in v tem sklopu seveda iz uporabo različnih spletnih sistemov, orodij in pa seveda tudi iz upoštevanjem vseh priporočil poskušamo čim bolj optimalno recimo zastaviti glavne osnovne barve, kot vidimo na sliki, tudi tako, da se med njimi lahko razlikuje, ne glede na tip barvne slepote. Seveda pa dodatno barva, kot vemo, ne sme biti tisti eni in edini način za razlikovanje informacij, tako da je naša želja tukaj, da uporabljamo tudi različne vzorce za razlikovanje med posameznimi deli spletnega vmesnika. Ena pomembna stvar seveda tukaj, kot smo danes že večkrat slišali, so primerno visoki kontrasti, tako da tudi ta del upoštevamo. Potem pa seveda na drugi strani so pisave, hierarhija elementov, da nekako skupaj naredimo čim bolj smiseln izgled same aplikacije. Ena glavna stvar pri temu je seveda tudi izdelava posameznih komponent oziroma elementov sistema, kjer je nekako naša želja, da že v osnovi naredimo model oziroma celotno zadevo čim bolj modularno, nekako, da so tudi te komponente spremenljive in da se prilagajajo ne glede na to,
kako veliko je zadeva oziroma kako majhna je na drugi strani. Torej vsak uporabnik naj bi tukaj imel možnost povečati recimo svojo velikost ali pisave ali pa pač celotnega dela. Načeloma tukaj želimo priti do tega, da do 200% povečave naj ne bi izgubili nobene ključne informacije. To lahko vidimo tudi en manjši primer tukaj na sliki. Dodatno v dizajnu uporabljamo tudi čim bolj enostavne pa smiselne grafične elemente, zato da lahko nekako povečamo razumevanje posameznih delov našega dizajna. Na drugi strani pa seveda imamo dostopnost, tukaj je, kot že vsi vemo, veliko različnih izzivov. Prvo kot prvo že pri tem, da če pogledamo različne naprave, imajo recimo telefoni so lahko različno veliki, imajo različno resolucijo ekrana, potem si pa še uporabnik dodatno nastavi neke svoje določene nastavitve in pa seveda so tudi kar nekaj razlike med samimi operacijskimi sistemi, če mi želimo zagotoviti pravilno delovanje vseh različnih osnovnih elementov na vseh operacijskih sistemih za vse naprave, bo tukaj definitivno kar nekaj dela in nekaj izzivov. Se mi pa zdi, da je tle res zelo pomembno, da potem na koncu, ko bo zadeva implementirana, testiramo pravilnost delovanja vseh teh različnih funkcionalnosti, zato da se nekako prepričamo, da stvari dejansko delujejo, ne samo, da je nekje neka kljukica, verjetno bo delala. Še večji izziv seveda predstavljajo spletne strani, ki poleg tega, da imamo različne naprave, pa različne operacijske sisteme, v katerih je mogoče pač nekje več, nekje manj stvari prilagajati, se potem srečujemo še s problemom uporabe različnih spletnih brskalnikov, ki imajo še dodatne nastavitve, ki jih je nujno treba pregledati in nekako testirati, ali pač zadeva res deluje. Tukaj seveda ena od možnih variant, ki se načeloma nekateri jo že poslužujejo, implementacija menija za dostopnost, ki seveda mora biti viden, lahko dostopen na nekem smiselnem mestu, kjer je pa spet glavna stvar res, da se preveri pravilno delovanje, karkoli bodo programerji skupaj skodirali, a pa zadeva res deluje tako, kot je treba, ali je treba slučajno kakšno stvar popraviti. Glavni izziv pri sami dostopnosti je pa zagotovo izdelava oziroma implementacija interaktivnega zemljevida. Tukaj seveda sledimo načelom oblikovanja dostopnih interaktivnih zemljevidov, ki načeloma na eni strani govorijo o operabilnosti, da je treba pravilno handlati v bistvu fokus, kje je fokus, kako se predstavlja, kako potem navigirati samo s tipkovnico po takem zemljevidu in še dodatno vsa opozorila in pa informacije, ki bi se na tem interaktivnem zemljevidu prikazovala, kako v bistvu ta del sporočati naprej. Pa seveda je treba tudi testirati oziroma implementirati kompatibilnost z bralniki zaslona. Na drugi strani pa je seveda vizualno oblikovanje, kjer je spet potrebno določiti in smiselno uporabljati barve, vzorce, grafične elemente, da ne dobimo, tako kot smo prej videli na tistem osnovnem primeru, nekih prekrivanj oziroma neprepoznavnosti elementov. Seveda, kot že rečeno, je najpomembnejša stvar tukaj zares testiranje dostopnosti. Na eni strani to pomeni, da v bistvu z nekimi orodji za avtomatsko testiranje lahko na koncu testiramo delovanje kode. To se pač analizira, pogleda, kar nekaj stvari zagotovo lahko pridobimo iz tega in mogoče tudi popravimo. Definitivno pa vsa ta orodja ne bodo in ne znajo v bistvu vseh tistih napak pokazati. Recimo čist konkreten primer, če imamo nek alternativni tekst, lahko orodje reče, ta tekst obstaja ali pa ne, ne bo pa povedal, a je ta tekst opisni smiselno napisan, a sploh pokaže tisto, oziroma sploh oriše zares tisto, kar je na sliki, ali pa mu je mogoče zadeva čisto zgrešena na drugi strani.
Tukaj je torej glavna stvar na koncu, da testiramo na roko v bistvu samo delovanje, kjer je naša želja, da v bistvu že zdaj v tej prvi fazi, v fazi načrtovanja, se uskladimo z naročnikom in izdelamo več fokusnih skupin, v katerih bi bili lahko različni ciljni uporabniki, od v bistvu na eni strani strokovnjakov, na drugi strani v bistvu takih drugačnih ljudi z različnimi potrebami in željami. In na koncu bi želeli testirati tudi delovanje same aplikacije, vseh njenih funkcionalnosti in pa seveda tudi testiranje pravilnega delovanja podpornih tehnologij in pa uporabniške izkušnje. In nekako na koncu verjetno glede na rezultate, ki bi jih pridobili tekom več takšnih različnih testiranj, čim bolj izboljšati samo aplikacijo, kjer je nekako na koncu potem želja, da izdelamo čim boljšo, čim bolj uporabno, uporabniku prijazno in seveda tudi čim bolj dostopno aplikacijo. Hvala. Hvala. Mogoče so kakšno vprašanje? Kakšno vprašanje? Če sem prav razumel, ste omenili, da boste veliko poudarka dali dostopnosti zemljevida, njegovi dostopnosti zbralnikom zaslona s tipkovnico. Koliko se mi zdi to uporabno v primerjavi z alternativnim prikazom nekega zaporedja, kakor ga večinoma slepi lažje razumejo, vidijo? V bistvu zares v osnovnem, mogoče osnovni ideji, kako bi mi želeli izdelati to aplikacijo, je tako ali tako nekako ta razdvojenost, en del čist grafični prikaz, kot mogoče vidimo tukaj na levi strani, ki naj bi že dovolj smiselno orisal tudi potem v večjem pogledu vse korake, ki jih mora uporabnik nekako doseči, da pride do cilja, in na drugi strani dodatno še dejansko zemljevid prikazana v bistvu ta pot, ampak načeloma je tudi želja naročnika, da ima uporabnik možnost, da v bistvu po zemljevidu navigira, išče točke, išče postajališča in potem tam prikazuje neke dinamične, spremenljive podatke o trenutnem stanju. Tako da ta del bi bilo potem treba, se mi zdi, da tukaj implementirati oziroma testirati res delovanje in pa seveda potem pogruntati, kaj je najboljša rešitev. Hvala. Imam jaz eno vprašanje. V čem točno se bo tale vaša aplikacija razlikovala od Googlove aplikacije, ki te stvari že počne? V bistvu predvsem v tem, da Google nima vseh podatkov, ker seveda mi tukaj sodelujemo z Ministrstvom za infrastrukturo. Načeloma potem so tukaj vsi podatki iz Darsa, ki jih imajo v trenutnem stanju. Google, kakor mogoče veste, nekako uporablja podatke od svojih uporabnikov, se pravi, on gleda, kje se posamezen uporabnik nahaja in potem predvideva, kakšno je stanje. V tem primeru na Darsu imajo pa v bistvu zelo veliko sistemov, nekateri so trenutno še v razvojni fazi, testni fazi, tako da še niso recimo dani čist ven v javnost, bi jih pa ta aplikacija uporabljala zato, da lahko dobimo bolj smiselne in bolj natančne podatke predvsem. Tudi mogoče en primer, seveda na eni strani imamo Google, na drugi strani imamo Apple, tudi Apple Maps in nekatere od teh stvari že implementirajo, smo pa videli, da glaven problem je predvsem iz avtobusi in pa prihodi avtobusov, ker jih nekako noben ne integrira pravilno noter. Samo, če poudarim, tukaj, če pogooglamo, vidimo, da so avtobusi vključeni, pri nas tudi recimo, v kakšnem drugem mestu, na primer v Singapurju, vam na sekundo natančno povejo, kdaj avtobus pride na postajo. Ja. To je seveda problem drugje. Okay. Ker to morajo potem vsi ponudniki dati pravilne podatke in te podatke čim bolj v realnem času nekako updatati, zato da jih lahko mi dobimo in prikazujemo.
tukaj je bolj dejansko ta glavna ideja, da res združimo vse različne ponudnike, ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven Slovenije, da nekako se ne ustavi zadeva A do B, ampak samo v Sloveniji, ampak lahko grem mogoče tudi v Italijo, na Hrvaško, Madžarsko, kamorkoli že. Mogoče lahko tle dodam tukaj. V bistvu v tem primeru ne gre za razvoj nove aplikacije, mi želimo nekaj novega razviti, ampak sodelujemo z Ministrstvom za infrastrukturo, ki pripravlja kompleten nabor podatkov, ki jih zbira od različnih ponudnikov, se pravi od integriranega javnega potniškega prometa, tako kot je že imela kolegica Dars, Ministrstvo za infrastrukturo in tako naprej, se pravi agregacija številnih podatkov, parkirišč, električnih polnilnic in tako naprej na portalu NAP, se pravi National Access Point, in želi na svojemu portalu ponuditi uporabnikom primere neke uporabe vseh teh podatkov, se pravi vsi ti podatki, ki jih oni zbirajo, so na voljo različnim deležnikom, se pravi tistim, ki razvijajo aplikacije ali tistim, ki ponujajo informacije oziroma podatke. In je ta portal samo ena od stvari, ki jih hočejo prikazati na svoji spletni strani. Naša vloga pri tem je bila samo narediti uporabniški vmesnik, katerega smo pa želeli, da je dostopen. Se pravi, ne samo, da nekaj izpade na spletni strani, ampak želimo, da se vključi tudi ta aspekt. Malo dodam, da ne bo kdo mislil, da hočemo delati alternativo Googlu, ker jo ne.